Medtem ko se ljudje v tej državi kot državljani ne smemo zunaj zgrupirati v skupinico večjo od 5 ljudi, imamo proizvodno halo v Gorenju, v katerih dela 3500 zaposlenih, za trak so stiskani noter ko sardine. Ta delovišča so tvegana delovišča za množično okužbo. Ampak delodajalce, lastnike kapitala, te iste, ki jim z današnjim zakonom država namenja subvencije, nepovratne subvencije, to ne zanima. Na odboru včeraj, ko smo obravnavali ta zakon, sem prebral nekaj izmed mnogih pričevanj zaposlenih, ki so prisiljeni hoditi na delo v času epidemije, drugače jim delodajalci grozijo z odpuščanjem, jih sankcionirajo. To so konkretni primeri, mnogo jih je, so prej pravila kot izjema za velik del slovenskega gospodarstva. Proizvodnja mirno teče naprej, tudi v tistih podjetjih, kjer so bile detektirane okužbe. Kakšne ustrezne zaščite za delavce ni. Prvi ukrep, ki bi ga morali sprejeti v razmerah epidemije take razsežnosti, kot jo imamo, je, da se vsa večja delovišča zapre. Vsa večja delovišča, ki niso absolutno nujna, bi bilo potrebno zapreti. Mislim, zakaj neke podizvajalske fabrike za nemške korporacije za avtomobilsko industrijo še kar pumpajo ven kovinske komade? Tam noter pa nekaj 100, pa par tisoč ljudi, kaj na minimalnih plačah, na plačah malo čez minimalke, da bojo gazde in lastniki pobirali dobičke. In če iz proizvodnje slučajno ne namerava vskočiti država s subvencijami. To so popolnoma napačne prioritete. Ne delodajalcev, ne države očitno v prvi vrsti ne zanima javno zdravje. Delodajalci sploh ogrožajo zdravje zaposlenih na račun dobičkov. Brezsrčno, brezsramno.